Divji kostanj je bil zlasti ob koncu 19. stoletja v Sloveniji zelo modno drevo. Množično so ga sadili ob cestah, na trgih, v bližini cerkva in v parkih, kot je tale v Tivoliju. V Argentinskem parku so, na gradu, v bistvu jih povsod najdemo. Drevesa nasploh so pomembna zaradi tega, da smo tudi v mestu vsaj malo bolj povezani z naravo. Divji kostanji so že leta žrtev škodljivcev in bolezni. Še posebej nevarna je navzočnost kostanjevega bakterijskega skorjemora, bolezni, ki povzroči, da se mlado drevo lahko v nekaj mesecih posuši. Ker gre za bakterijsko bolezen, rastlin ni mogoče zdraviti. Treba je izolirati te obolele in jih posekati, da se ne bo preveč razširili. Mi bomo dobili zdaj ene delovne liste in bomo hodili po Ljubljani in označevali zdrave in bolane kostanje. Sodelujete na tak način, da poiščete kostanje v svoji okolici in opazujete, ali so ti kostanji kaj bolani, ali so zdravi, da pripravimo zemljevid kostanjev po Sloveniji in razširjenost bolezni bakterijskih kostanjev skorjemor. To bolezen prepoznamo predvsem na deblju. Se zelo lepo vidi, da ratajo takšne rane, rjavkasti scedek. Majčkeno se razlikuje, lahko je rjavkast, lahko je rdečkast. Pomembno se mi zdi, da veliko ljudi sodeluje, da imajo raziskovalci pregled in da bojo imeli s tem manj težav. Kostanji imajo za mesto, tako kot druga drevesa, mnogo dobrih učinkov. Hladijo zrak, zadržujejo padavinsko vodo, iz zraka odstranjujejo trde delce, potem pripomorejo k manjši koncentraciji ogljikovega dioksida in večji kisika. In blažijo hrup. Joj, če avtomobili.